Eugenija Martinez je postala zloglasna v Španiji že zelo mlada, zaradi svoje velikosti in teže. Sosedje so se ji posmehovali, njena družina pa jo je skrivala. Ko je bila stara komaj 6 let, se je pridružila kraljevemu dvoru Karla II. Španskega. Tukaj je dobila vzdevek La Monstro oziroma pošast in žal je morala skoraj vse življenje prenašati zlorabe. Eugenija Martinez Vallejo se je rodila leta 1674 v odročnem naselju na območju Merinda de Monteja, ki se nahaja na severu Španije. Njen oče je bil José Martínez Vallejo, njena mati pa Antonia de la Bodega. Točni poklici njenih staršev niso znani, vendar je bilo zapisano, da izhajata iz skromnega okolja. Znano je, da je imela Eugenija sorojence, vendar tudi njihovo število ni znano. Pred njenim rojstvom naj bi njeni materi odtekla voda nekega nedeljskega jutra med mašo v cerkvi. Zaradi tega njena mati Antonija ni imela časa priti domov in je rodila kar v cerkvi. Seveda to ni bil prav pogost dogodek, zato so navzoči verjeli, da so okoliščine rojstva dober znak za prihodnost deklice. Španska pisateljica María Jesús Habato predlaga, da bi to lahko bil razlog za njeno ime, Eugenija. No, to ime v španščini pomeni la bien nacida oziroma dobro rojena. Kot dojenčka so Eugenijo opisovali kot zdravo, močno in z zelo dobrim apetitom. Vse to je nakazovalo, da bo odrasla v zdravo odraslo osebo, kar v tistem času ni bilo vedno zagotovljeno. Medtem ko so bile v 17. stoletju, še posebej na podeželju, zaradi pomanjkanja zdravnikov, stopnje umrljivosti dojenčkov zelo visoke. Na primer v Angliji v tem času je 12% vseh rojenih otrok umrlo v prvem letu, 36% otrok pa je umrlo pred 6 letom starosti. Eugenija je bila kot dojenček opisana kot okrogla, vendar njeni starši sprva temu niso posvečali prevelike pozornosti. Takrat so medicinski in družbeni standardi dajali prednost dekletom, ki so bila nekoliko bolj čvrsta, saj je to veljalo za znak plodnosti in v nekaterih primerih tudi bogastva. Zato so njeni starši verjetno menili, da to ni nekaj, zaradi česar bi se morali preveč vznemirjati. Vendar pa so stvari postale bolj zaskrbljujoče, ko je postajala starejša. Mala Eugenija je začela rasti veliko hitreje v primerjavi z drugimi dojenčki. Pravilo se je, da je Eugenija izgledala, kot da je stara 12 let, še preden je praznovala svoj prvi rojstni dan. Čeprav je bilo to najverjetneje pretiravanje, je Eugenija pri enem letu že tehtala okoli 20 kg in s časom je še naprej rasla z zaskrbljujočo hitrostjo. Medtem so njeni bratje in sestre rasli normalno kot večina drugih otrok, zato so njeni starši poiskali zdravnika, da bi jim pomagal pri hčerinih težavah s težo. Zaradi tega je bila Eugenija postavljena na strogo dieto. Vendar tudi to ni bilo dovolj, da bi rešili situacijo. Sčasoma je Eugenija postajala večja in zaradi tega so se ji sosedje večkrat posmehovali. Zaradi takega ravnanja so jo starši poskušali skriti pred domačini, tako da so jo zadrževali v hiši, da ji ne bi bilo treba prenašati nadlegovanja, ki ga je nenehno doživljala v zunanjem svetu. Kljub temu se je glas o velikanski deklici hitro razširil v bližnja mesta in vasi, zato so tujci pogosto prihajali do hiše, da bi jo uzrli in se norčevali iz njenega videza. Ko je bila stara 6 let, naj bi tehtala okoli 65 kg. Zaradi stalnega ustrahovanja pa je večino časa preživela zaprta v svoji sobi, kjer je nihče ni mogel videti. Vendar pa se je to kmalu spremenilo, saj ni minilo dolgo, preden so jo povabili, da se pridruži kraljevemu dvoru Karla II. V Madridu. Nekega dne, ko je bila stara komaj 6 let, je na vrata potrkal sev iz kraljeve družine in vprašal, ali lahko Eugenijo pripeljejo pred španskega kralja Karla II., znanega tudi kot uročeni. Njena zgodba se je tako razširila po španskem podeželju, da je prišla celo do ušes Karla II., ki ga je ta skrivnostno velika deklica zelo zanimala. Seveda so bili njeni starši sprva zaradi tega v zadregi, vendar niso bili v položaju, da bi lahko odklonili. Ni jasno, ali so natančno vedeli razloge za njihov obisk prestolnice. Morda so verjeli, da bodo našli zdravilo za svojo hčer, a žal temu ni bilo tako.
Leta 1680 je bila Evgenija, stara komaj 6 let, skupaj s starši odpeljana na kraljevi dvor. Ko so prispeli, kraljevi krojač ni dolgo potreboval, da je Evgeniji sešil obleko, kot je bilo zahtevano za predstavitev pred kraljem. Govorilo se je, da je bil Karel II. Očaran nad njenim videzom in je hitro predlagal njenim staršem, naj zanjo poskrbijo in naj postane del kraljevega dvora, kar so takoj sprejeli. Kronis tistega časa, Juan Cabezas, je ob njenem prihodu na dvor izdal brošuro, v kateri je zapisal: Los provicios de la naturaleza, galagado esta corte en un aña gigante, llamada Eugenia Martínez. Kar pomeni, da so čudesa narave prispela na ta dvor v obliki velikanske deklice po imenu Eugenija Martínez. Nato nadaljuje in doda, da je njegovo veličanstvo Karel II., ko je spoznal, da je to čudež narave, se je odločil, da jo vidi in zahteval, da jo pripeljejo v njegovo kraljevo palačo v Madridu, kjer jo danes občudujejo kraljevi dvor in vsa plemiška družba teh kraljestev. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je kralj Eugenijo povabil palačo iz dobre volje in radodarnosti, zato je bil še en razlog. Od srednjeveških časov je bila na evropskih dvorih priljubljena tradicija, da so okoli sebe zbirali najrazličnejše zabavne like. Španija ni bila izjema in tukaj so jih imenovali gente de placer, kar lahko angleščino prevedemo kot ljudje užitka. Pravijo, da je bil Karel II. Zelo radodaren do Eugenije in da je bila takoj vključena v to skupino. Ti zabavljači so bili različnih vrst in so vključevali razne like, kot so dvorni norci, pritlikavci, ljudje z deformacijami in celo duševno bolni. Kralj in drugi člani na dvoru so radi imeli te ljudi v svoji bližini, da so se lahko zabavali. Kralj je še posebej užival v njihovi družbi, čeprav zato, da bi jih zasmehoval. Karel II. Ni odlašal z razkazovanjem Eugenije na zabavah, ki so potekale v palači. Tukaj so jo iskale številne dame, ki so si želele, da bi jih narisali ali naslikali poleg nje, da bi tako poudarile lepoto svojih vitkih postav. Žal pa Eugenija in druge, kot je bila ona na dvoru, za svoje storitve niso prejele nobenega plačila, čeprav so delale dolge ure. Prav tako so bile v bistvu prepuščene na milost in nemilost svojim gospodarjem, ki so jih lahko kadarkoli brez denarja vrgli na cesto. Seveda so nekateri to videli kot veliko nesrečo, saj so živeli zgolj zato, da so jih plemiči zasmehovali kot človeške razstavne primerke. A za nekatere je bilo to morda celo prava sreča. No, plemstvo je za la gente de placer zapravilo veliko denarja. Poskrbeli so, da so bili dobro nahranjeni, na toplem med mrzlimi zimskimi nočmi in celo imeli raznoliko ter zanimivo garderobo, kar je veliko več, kot bi lahko rekli za večino kmetov tistega časa. Kljub temu, da so bili preskrbljeni, jih je plemstvo obravnavalo kot predmete in z njimi počelo, kar jim je bilo v zabavo. Pravzaprav je po zapisih imel Kareljev oče, Filip IV. Španski, okoli 110 dvornih palčkov. A to ni bilo vse zgolj za njegovo zabavo, saj je veliko plemstva palčke imelo tudi zato, da bi okrepili idejo popolnosti in premoči vladajoče dinastije. Kar je Eugenijo ločilo od drugih na dvoru, je bilo dejstvo, da je kralj naročil dva njena znana portreta. Ta portreta je naslikal umetnik Juan Carreño de Miranda, ki je bil leta 1671 imenovan za dvornega slikarja kraljice. Danes si lahko oba portreta ogledate drug ob drugem v muzeju Prado v Madridu. Na portretih se zdi, da je Eugenija ne le žalostna in nelagodna, ampak je bila verjetno tudi v precejšnjih bolečinah, saj so ji težave s težo oteževale dolgo poziranje. Na dvoru so jo zaradi njene velikosti razkazovali kot zanimivost ali nakazo. In ti portreti so dokaz za to, saj so poimenovani La Monstra Avestida in La Monstra Desnuda, kar pomeni oblečena pošast in slečena pošast. Seveda so bili na dvoru precej zlobni glede njenega videza, kar je razvidno iz načina, kako jo opisuje Juan Cabezas. Navaja, da je bila Eugenija bleda in ni bila preveč neprijetna na pogled, čeprav je bil njen obraz prevelik. Glava, obraz in vrat. In druge njene značilnosti so velike kot dve moški glavi. Njen trebuh je ogromen, kot pri najbolj debeli nosečnici tik pred porodom.
Njena stegna so tako debela in polna mesa, da človeka zmede in osupne njen neprivlačen videz. Njene noge so le malo manjše od moških in polne gub. Njena stopala so sorazmerna z njenim telesom, no, so kot pri moškem. Vendar ima težave s premikanjem zaradi prekomerne velikosti svojega telesa. Seveda takrat nihče ni vedel, kaj je prizadelo mlado Eugenijo. Danes pa se domneva, da je najverjetneje trpela za genetsko motnjo, imenovano Prader-Willijev sindrom. To povzroči izguba funkcije določenih genov na 15. kromosomu. Otroci s tem sindromom so nenehno lačni, kar lahko vodi v debelost in sladkorno bolezen tipa 2. Pogosto imajo prizadete osebe ozko čelo, majhne roke in stopala, nizko rast, svetlo kožo in lase, večina pa ne more imeti otrok. Veliko teh simptomov je zelo podobnih poročilom o Eugeniji iz tistega časa, čeprav še vedno ne moremo biti 100% prepričani, da je to bil vzrok za njen videz. Tragično je, da so se Eugeniji pogosto posmehovali, ko se je sprehajala po palači, saj se je hitro utrudila in težko sledila drugim. Prav tako naj bi imela hormonske težave in je bila neplodna tudi v kasnejšem življenju, saj nikoli ni imela menstruacije. Kljub slabemu zdravju in posmehovanju, ki ga je doživljala, naj bi nasplošno uživala življenje v palači. Eugenija je bila prijetno dekle in je postala precej priljubljena na dvoru. Cenila jo je celo kraljeva družina. Tudi ko je vstopila v najstniška leta in odraslost, naj bi ostala priljubljena. Eugenija Martínez Vallejo je umrla leta 1699 pri 24 letih. Ves svoje življenje je preživela v palači, potem ko so jo pri 6 letih vzeli k sebi. Lokacija njenih posmrtnih ostankov in natančen vzrok njene smrti nista znana, čeprav je verjetno povezana z boleznijo, za katero je trpela. Stotine let kasneje, leta 1997, je mesto Avilés v Španiji naročilo izdelavo kipa Eugenije Martínez v čast umetniku njenega portreta Carreño de Mirandi. Kip prikazuje njegovo najbolj znano sliko, La Monstra Vestida. Kip pa je iz brona izdelal španski kipar Amado González Evia. Kip stoji na ulici, ki je po njem poimenovana, v četrti Marinero de Sabulo. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Eugeniji Martínez. Upam, da ste uživali. Sporočite mi v komentarjih spodaj, ali menite, da je bila dobra odločitev, da se je preselila na španski dvor, ali pa bi bilo bolje, če bi ostala doma s svojo družino. Če imate kakšne predloge, mi jih lahko pošljete po e-pošti ali pa jih pošljete na moj Instagram, ki ga najdete v opisu spodaj. In ne pozabite všečkati in se naročiti na kanal ter vklopiti obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko bodo naložena. No, to je vse z moje strani, tako da se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala!